Ivan Mrak se je rodil 30. aprila 1906. leta v Ljubljani, očetu Valentinu Mraku in materi Antoniji, rojeni Cirman. Bil je peti in zadnji otrok v družini, tretji iz drugega zakona. V krstno knjigo zapišejo ime Ivan Stanislav. Oče je bil tedaj že prileten in na tega otroka mu je padel sum, da ni njegov. Neštetokrat se je zgodilo, da me je oče poklical kar na lepem. Prijel me je z obema rokama za glavo in se mi zazrl v oči. Dolgo me je gledal pri tem in neizrečeno trpel. Čutil sem, da se muči. Skoraj da se mi je zasmilil. Pa me je že grobo odpahnil: "Zgubi se, Pankrt." Ta bolečina je zaznamovala Ivanovo detinjstvo. Vsa prizadevanja, da bi me spravili na pot solidne in poštene meščanske kariere, so se sproti lomila ob moji nepoboljšljivi trdoglavosti. Ta trma je dosegla vrh v izvedbi obločnice, ki je en pot za vselej onemogočila vsakršno možnost, da bi hodil skozi življenje po utirjeni poti. Skratka, s tem dejanjem sem sam odločno prekrižal račune, ki so jih imeli z menoj dobronamerni domači in someščani, in jim pokazal, da sem si izbral pot, posuto žeblji in kamni. 19-letnik nastopi s samostojnim delom dramatizirano poemo Obločnica, ki se rojeva. Vse, kar se me je do tistih mal dotaknilo, kar me je zabolelo, za čimer sem hrepenel, se poganjal doslej, vse sem se žel v ta privid. Da, obločnica, ki se rojeva. Nujno je izvala škandal, ki odmeva čez ves moj življenjski čas in prostor. Z njo sem preklical življenjski dvogovor slovensko risarko in kiparko Karlo Bulovčevo. Skratka, med nama se je vžgal dvogovor. Ma nisva vedela za najino bolestno srečo od prvega hipa najnega srečanja. Sinica srečno stopnevala do njenega poslednjega diha. Ne revščina, ne lakota, ne nenehno pomankanje. Nobeno teh straši za slabiče naj ni moglo omajati, naj ni izvalo v medsebojni bes. Predvsem sva vedela drug za drugega, skozi najbolj vedični medij, skozi ljubezen. Kako, v kaj se je ta dvogovor kristaliziral v desetletjih, je najnazornejše izpovedano tako v Karlinem kot v mojem delu. Skratka, najino solavzočevanje je bilo najin medsebojni navdih. Nisem 17-letnik sredi noči pokleknil in molil in se zaklel, da moram priklicati iz neznanskosti prostora, iz časa prijatelja, da mi vrne zvestobo za zvestobo, zaup za zaup, da bo kos mojim sanjam, da bo z menoj zdržal korak. Prijatelj, ki sem ga prikliceval iz neznanskosti, se mi je v delu in osebnosti te mlade žene razodel. Izpolnilo se mi je, za kar sem nebo zarotil. Najin sopogled naju je zavezal na življenje in smrt. Nisem pravkar imena Karla z vso silo svoje ljubezni izpisal. Brezpogojna samoizpoved izzove dokončen prepad med dramatikom in okoljem. Prireditev Obločnice ga potisne na družbeno obrobje. To pa je izziv, da se ves usmeri na notranji svet svoje duše. Svoj položaj zunaj vsakega kulturniškega pogona doume kot preroški. Poimenuje se Nabi, starozavezni prerok. V moči tega prepričanja vase postaja močan, sam svoj,
nepopustljiv do malomeščanskega okolja, prezirajoč ugodnosti meščanskega življenja, zvest le službi besede. Ker se mi je na isti poti pridružila Karla, je nujno padlo na njo vse prekletstvo, ki se je zgrnilo nad mano po obločnici. Ker sva bila oba zaznamovana, se je tudi njej, če se je ponudila kakšna možnost, hipoma tudi zaprla, kajti bila je v družbi zavrženega. Mar nam ni nevarno vse, kar nas poganja iz naše gnile samodovoljne povprečnosti? Starec se moral doživeti v enem najbolj temeljnih dogovorov silovit šok. Mar ni bil v trčenju z neugnano mladostjo? Umiram, ni mojih smrti, kot je mojih del. Kaj namirjam, kje vse se potepam? Naj se vdahnem, naj se v pravljico rdeče cvetočega kostanja potapljam. Je katera od pravljic, ki jih razgrinja Aladin pred menoj, pozabljen in zavržen svet? Odkot pa jemlješ svojo moč, človek? Mar ne iz zvestobe do tistega, kar si, za kar si določen? Mar ti življenje, če boš dovolj tenko prisluhnil, ne odkriva korak za korakom tvojega obraza, tvojega lastnega jaza? Tedanja slovenska kulturna srenja ni razumela mrakove umetnosti. Zavrgla jo je in dramatika izločila. Toda mrak je vztrajal v zavestno odrinjenosti na družbeni rob. Tako je preverjal svojo notranjo moč. Kaj pa je mladost? Mar ni to moč našega spogledovanja s smrtjo? Mar sem bil 20-letnik kaj manj izpostavljen, kot sem 60-letnik? Se nisem kar naprej okrog prepadov opotekal? Sem se čutil pred smrtjo bolj varnega? Ni naša moč in naša mladost prav v tem, da Damoklejev meč smrti ne občutimo kot nekaj, kar sprejemamo zgolj kot golo posledico našega hiranja, zameranja, ampak kot neizbežno in veličastno nujnost nam nedoumljivega logosa. Tragedija je tukaj, da človeka pretrese, da ga spravi v sklad z resničnostjo sveta v najglobljem pomenu besede. Ravno ta pretres, ki ga tragedija izvrši v gledalcu, če jo sprejema neobremenjeno, mu omogoča, da sprejema življenje v njegovi trdoti in strahoti neprimerno bolj pripravljen, kot bi ga sicer zmogel. Ta služba, ki pritiska name dan za dnem, me ni zblaznila. Ja obstanem vedno novič pred vrsto mladih fantov. Enem odreku, da sem živa smrt.
Mar ni zločin, kar počnem. Če bi jih jaz za nemško vojsko pa spet za prisilno delo ne določal, mar ne bi bil na mojem mestu kdo drug. Kakšen hudič me je obsedel, da sem se že pred leti odločil za kulturo. Nisem tal zgubil spomin. Nisem nekje v zraku obvisel. Si nisem Hitler, jamstva docela drugače predstavljal. Tragedija zahteva človekovo odgovornost, zavest odgovornosti in svobodnosti. Brez te zavesti sploh ne more priti do tragičnih dilem, niti se ne moremo ovesti te človekove paradoksalnosti v svetu in življenju. Tragedija izključuje pojem koristnosti, ker je človek na stopnji, ko se zave svojega tragičnega položaja v svetu, popolnoma nekoristnostno utemeljen. Osem, stari, ko spet nuriš.
če mi je zavest, budna misel osnova smiselnosti človeške biti, potem je razumljivo, da so razsulo stare Jugoslavije, groza okupacije, narodno-osvobodilno gibanje, da so mi ta dejstva v okolju, odkudar sem usklil, prvič omogočila med svojimi scela skupno zadihati. Sočlovek, sonarodnjak, slovenski človek je bil v skrajnost prignan. Vse splošna stiska je potrgala nešteto krink, razbila brez števila navideznih trdnosti. Nič več se nisem raztrgan potikal med spodobno oblečenimi, nezavarovan med zavarovanimi, izpostavljen med neizpostavljenimi. Vsi smo se golih obrazov zazirali drug drugemu v goli obraz. Pa če tudi le za hip. Ta trenutek je bil v svoji brezpogojnosti, odkritosti neizrekljivo dragocen. Težav, pomankanja in bede ne preklinjam, marveč jih imam za svojevrsten blagoslov, ki mi ga je naklonilo življenje. Ivan in Karla sta prenesla tudi povojno, še bolj brezobzirno izločitev iz družbe. Obema je odvzet status umetnika in s tem vsaka socialna varnost. Oblast prepreči mraku obnovo gledališke skupine, pa tudi njegovo angažiranje v poklicnem teatru, čeprav je ustanovljena po vsej Sloveniji mreža gledališč. Logika neke življenjske poti je neizprosna. In tako ne pričakujem nič drugega kot nadaljnjo usodo obrobneža, ki mu je dano sijati v slovensko zavest po povsem neetabliranih poteh. Mesto je zaklenjeno. Kaj pleteš? Pri vojaku vojak. Kaj čenčaš? Moj sen. Valentin, takoj moraš odtot. Valentin, bratec, kaj če te Nemci izsledi? Izsledi? Kaj če te kak prodanec ovadil? Ovadil? Vročične privide imaš za resničnost. Blodiš, da si bil zgolj duh. Samomorilno siliš v smrt. Koliko težkih besed. Resnično živiš zdaj. Tisto drugo je bil svet san. Saj nisi bil v resnici mrtev. Daj, zbudi se. Ubogaj me, zberi se. Otrok, moj otrok. Boš svoje tovariše izdal. To me gre v glavo. Kako to, da brezjanska Marija? Kaj spet mencaš? Patrulja gre po stezi. Kaj naj ti rečem? Kako pregovorim? Nisem se zmotil. Nisem vrljal. Krokar hudobni. Lipe je prebral in povedal. Ne me krejati. Ne me hudo gledati. Lipe, brž, patruljo kako zadrži. Valentin, če skočiš skozi okno, te ne bo nihče opazil.
Si slep, si gluh. Ti materina beseda ne pomeni nič. Valentin, bratec, jih slišiš? V hišo so vdrli, še je čas. Čas. To izgovorjeno in neizgovorjeno prekletstvo je delež vseh tistih, ki hodijo po neizhojenih poteh in se zaganjajo v strmine, ki so drugim težko dostopne in katerih se množica plaši. Kaj ti kaže drugega, kot da breme, ki si ga naložil, moško nosiš do konca? Dragi brat po duhu in stremljenjih, nisi zaman tako dokončno doumel poti, ki ti je sorodna in ki jo tako brezpogojno vrednotiš in ki je v več pogledih podobna tvoji. Moj Bog in moj Gospod, čutim, da je moje življenje pričelo vreti v smer, ki se zdi proti smer. Morda je pa nujno, da rastemo iz proti smeri. Mar je iz lagodne enousmerjenosti sploh mogoče resnično duhovno dihati? Mar sme duh le za hip počivati v negibnosti, ki je gnitje? Mrak je bil tako pred časom, da mu ostali niso mogli slediti, da ga niso mogli, razen redkih, niti razumeti. Zato so ga kar naprej zasramovali, kot starozavezne preroke. Mrak pa je ostajal za vse odprt. V tem je bil res nesebičen, vzgojitelj kot tak, nabi. Čim dlje gledam in tehtam ljudi, bolj in bolj vem, za karkoli pod soncem si se od srca in zares razumel, po pravi stezi si omahnil. Za slehernim posebej, ki je šel svojo resnico na grmado potrdit, bi se od sreče razjokal. Kjer se prične iskanje smisla, vera v smisel, tam se sploh šele pričenja fenomen biti človek. Odrekati se smislu je absurd. In če bi živeli resnično v absurdu, bi o absurdu sploh ne mogli razmišljati. Mrak ni hotel izrabiti, kot toliko drugih odrinjencev, vojno, revolucijski čas za osebno promocijo, za maščevanje, za socialno aktivizacijo v kaosu. Zbral je svojo moč in ostal zvest sebi. Edini pravi drži.
Priznam, da sem nacionalist, kljub vsem grožnjam in podtikanjem, kar se te določnosti tiče. Sem nacionalist, kot so bili Trubar, Prešeren, Cankar, Slomšek, Krek in nešteto Slovencev v čitalniški dobi in vsi tisti, ki so iz nacionalnih razlogov odšli v partizane. Skrajni čas je že, da pomedemo z vsemi predsodki, kar se našega nacionalizma tiče. Si že moj. Sem še eno s teboj. Gospod doktor. Glej. Oficirski ponos, oficirska čast. Mi smo nov svet. Navada izgnilih časov, preteklih dob. Führerju so lažno po zlato ukazal pokurit. Nič več bleščečih epolet. Nam gre do konca zares. Vsem približnostim naš krvavi ziv, naše pravilo, naš zakon, umor. In ti, govori! Sem vse povedal. Vse! Samo še hip. Počakaj. Ne zareci se. Sicer. Si moraš zamisliti vabljivejši nakit, kot ga spletamo iz mumificiranih oči židovskih otrok. Nehajte, tihnite. Gorje meni, ki nisem v pravi čas spregledal. Kaj spregledal? Bratje Makabejci, moj glas vas ne doseže več. Z vami sem partizan. Smrt pred menoj, moj dokaz. Žigolo, bandit, vendischer Hund! Materin jok. Smrt. Ko sem zagledal pred sabo mrtvo truplo nekoga, ki mi je bil bližji od vseh, mi je praznota izpraznila svet in življenje. Ta udarec me je napravil nemega, brezčutnega, za karkoli. Šele mesec ali dva potem sem prvič zajokal. Decembra tistega leta sem doživel srčni udar. Se mar nisem pokarljeni smrti namenil v Hades. Me ni moja Euridika z odločno besedo pognala nazaj med živeče v svet.
kolikero ljudi v svojem življenju srečaš. Kdo se ti do konca, do poslednje vzmeti odpre? Če le en sam, potem si stopil v zamejenosti lastnega jaza, si vse pogledal, oddaleč, izven, z drugimi očmi. Šele takrat si se do konca lahko učlovečil. Svet ti postane razvidnejši, resničnejši, ti veš. Le skozi ljubezen, ki vse razume, ki vse odpušča, v imenu katere se vsemu, kar ti ponuja svet, lahko odpoveš, le skozi ljubezen si priboriš možnost, da sočloveka resnično ogovoriš. Brez ljubezni pa se pretikaš skozi življenje, živi mrtvec. Če svojo kožo drgneš ob ne vem koliko kož, če ne vem koliko imenitnih besed spregovoriš, če se ne vem kako podružabljaš, družbiš, kaj za to? Brez ljubezni si obupno sam. Če navzven sebi in drugim ne vem kako živobarvno podobo svoje živoradosti predstiraš, blestiš v uspehih vseh sort, brez ljubezni si svoje življenje zamudil. Kdaj pa si v svetu družbenih obvez resnično navzoč? Kdaj zares se živiš? Kdaj previdneš med previdnostmi, zgolj neke narekovane vloge ne predstavljaš? Mar ni tragikov delež prav v tem najosnovnejšem smislu prebujati človekovo možnost? Mar ni tragedija tisti temeljni šok, namerjen na človekovo zavest? Samo roženkraut, naj mu na grob posadim. Nič ne deče si vas skrbančen in ovel. Pogled na svetnička te bo ozelenel. Ko so se vse naokrog podirali in goreli domovi, sem se veselil, pa sem vas le v kozji rok ugnal. Kar sem sanjal, da je granit, se je skazalo trhlina. Sin je mrtev obležal. Ženi so spodmaknjena tla, hči je brez mene sklenila svoj račun. Joj, mati, slišite, mati? Na vas glas bi zaukal in zapel. Se že spet vas cel.
A nisem tak, kot sem bil. Opeharili ste me za dom, za varnost, za starost. Takšno plačilo pričakujo od otrok. Kdo pravi, da je jesen? Nisem spet uzelenel. Pomlad je. Pomlad. Ga ne slišiš? Slišim. Valentina. Na orglice je zaigral. Na orglici me je zaigral? Zdaj, ker je Timčeta pokosila smrt. Nebo ni norca brilo z menoj. Marija, jen trošt, nihče ji ni kos. Meni da gledam smeh. Joj, jokal bi. Jokal bi, najrajši bi klel, če bi ne bilo greh. Teh cap pa sem sit. Nije še na tem svetu obstati. Najrajši bi bil puč ali pa svet. Ne vidiš? Sram me je. Ti si Adam. Adam sem jaz. Joj, kako lep je ta svet. Harmonika sam. Harmonika, hodimo krog. Harmonika. Tinče, orglica sem. Ja, Lipek, grož, kaj pa počenjaš? Kaj če pride Valentin? Kaj poreče? Tinče je Adam. Adam sem jaz. Kar tiho mati. Kdo pa je rekel izpod? Kako rdeče so Tinčetove usne. Zapleši ga. Zaigrajva. Tinče, pa jaz, pa svet je svet cel. Pa jaz. Če se zdaj v 30. leta malo še po svojem spominu podam,
v tisto staro meščansko Ljubljano, ki ima pač svoje posebnosti imela, malo še staro avstro-ogrsko tradicijo, pa malo že nove jugoslovanske zabele. So seveda taki umetniki, kot je bil Mrak in Karla, bili ekstravagantni v naši družbi. Jaz se spomnim tukaj recimo ravno tega našega konca. Se jim je še pridružil v nekem smislu Kogoj in Ostrc tudi. To se pravi, to so bili eni posebneži, ampak vsak naš takrat meščan jih je, čeprav jih je imel za takole malo, ne v slabem smislu, ampak malo iztirjene v dobrem smislu, ker ne da tako, da boste razumeli, so se pač vedeli, to so oni posebneži, delajo, ampak vsak jih je spoštoval, ker je kljub temu, če se toliko tudi ni spoznal na njihovo stroko, recimo, no, gledajte, recimo ga Ostrca, vsega nihče ni takrat cenil, Mraka tudi ne, Kogoja tudi, morda s Črnomaskam nekako malo prišel naprej, pa še to ne toliko, kot bi zaslužil. Torej, takrat je ta Ljubljana stara tolerirala, nekako bi rekel, te umetnike, jih nekako priznavala, ampak z eno gotovo rezervo, češ, Bog ve, če bo kdaj iz njih kaj. Torej, oni niso, torej nekako, tako bi rekel, Ljubljana, ta Ljubljančani jim niso zaupali, oni so jih sicer vzeli na znanje, kot bi rekel, bomo videli, kaj je. No in danes pač lahko rečemo, po tolikih desetletjih, da so premagali vso Ljubljano, ves naš umetniški svet in si postavili trdne spomenike v naši zgodovini umetnosti, ki jim nikdar ne bo mogla odvzeti njihovega pomena in njihovega značaja, s tem so oblikovali pravzaprav našo takratno kulturo. Zelo zanimiva bi utegnila biti v zgodbi o Mrakovem življenju ena poteza, ki je verjetno večina ljudi, ki se z njegovo dramatiko ukvarjajo in z njegovim pisanjem, ne pozna prav natančno. To je njegova studioznost v mnogih, kako bi rekel, segmentih umetnosti, njegova natančnost pri iskanju virov. Spominjam se, ko je začel pisati svojo, recimo temu, epopejo o francoski revoluciji, ki je dosti obsežna, to je en velik kos literature. Koliko študija je on v to reč vložil. Tukaj je poleg Mišleja uporabil vire, za katere takrat najbrž pri nas niti strokovnjaki niso vedeli. Istočasno je pa recimo za avtorje, ki sploh niso bili zelo važni, porabil dovolj časa. Ko je pisal Igro o Indijancih Logara, takrat je bral predvsem našega, da tako rečem, dolenjskega rojaka, barona Gagarna, knjigo Mejaši. In tista knjiga mu je dala veliko vzpodbud, vendar je pa kljub temu preštudiral zelo znanstvena dela, ki so govorila o osvojitvi Amerike. In tako pravzaprav ni bilo nobenega njegovega obširnejšega osnutka, ki bi bil brez te študijske priprave. V pogovoru, pravim, pa je bil izjemno prijeten sogovornik in predvsem je iz njegovega govorjenja zelo hitro začela izžarevati neka energija, ki je bila sama po sebi prepričljiva, ne glede na ideje, ki jih je pripovedoval. Znano je, da je zlasti v obdobju takoj po drugi svetovni vojni imel izjemen vpliv na dele mlajših generacij, zlasti tiste, ki so hoteli živeti nekoliko disidentsko, svobodnejše duhovno življenje. Sam je prihajal namreč iz kroga
te boeme ljubljanske po prvi svetovni vojni in to je potem nadaljeval v nekih novih razmerah, sam, bi rekel, svojim lastnim zgledom, pa tudi svojim načinom mišljenja. In pri tem je ostajal dosleden, tako da mu tudi Josip Vidmar, ki vemo, da je bil daleč od njegove estetike, da mu je to priznaval, da ga je cenil, da mu je kar naprej pomagal in morda, saj zame je to tako, je to največja potrditev za to, da imamo pred seboj ali da smo imeli v tem času nekega izjemnega človeka, izjemnega formata, ki je, pravim še enkrat, če se vrnem na izhodišče, ki je bil po svojem duhu seveda daleč nad tistim, kar je kazala njegova osebna podoba. Res je bil to velik dramatik in zato ga zelo spoštujem in vesel sem, da tako upam, bo dosegel še posebno priznanje tudi v prihodnosti. Želim, da bi bilo njegovo delo za slovensko kulturo zares močno in pomembno. Jaz sem kot zelo mlad fant prišel v njegovo družbo in če skušam z perspektive teh 60 let, ki sem jih omenil, pregledati, kaj je takrat meni in drugim mladim ljudem mrak pomenil, potem bi predvsem povedal, da je on predstavljal za nas ne kakšnega izven meščanskih norm živečega človeka. To je prišlo zraven. Ampak bil je eden prvih ljudi, pri katerih smo videli, da je zelo važno za življenje vsakega umetnika tisto, čemur se v današnji govorici reče spoštovanje do življenja sploh. Tisto, čemu nekateri moderni filozofi rečejo svetost življenja, in da se je ta človek, ki je bil takrat, čeprav zelo mlad, brezkompromisno odločil za usodo, ki jo takratni malomeščani niso mogli smatrati za svoje srečno življenje. In moram reči, da je seveda bila ta usoda obdana tudi z veliko omiko, z veliko izobrazbo in če bi me vprašali, kaj je poleg teh etičnih komponent, ki so igrale vlogo, bilo dodatno važno v tem najinem srečanju, bi rekel, da to, da je odkril meni ogromna področja sočasne ali pa starejše svetovne umetnosti in da je bil v svojih razlagah sicer velikokrat zelo, kako bi rekel, intoleranten in celo včasih nasilniški, vendar pa poln neke klervajance in poln neke globine, ki je bila za tiste čase po moji sodbi zelo izjemna. In to je tista dediščina, ki jo je mrak zapustil ne samo meni, ampak celi vrsti drugih ljudi. V poznejšem času so se naša pota tako in drugače ločila. Ampak moram reči, da sem jaz do konca občutil ob vsakem srečanju neko posebno čustvo vznemirjenja, ki bi mu rekel dotik s svetostjo, dotik s globino človeške psihe, človeškega osnovnega stališča in da je to nekaj, kar je meni v življenju pomagalo.